If you'd like to hear a story about a sympathetic lad who is often slightly wicked but who's never had a bet, then you'd better watch us closely, cause we got a tale to tell. It's the tale of Ali Baba, and you're bound to think it's swell. You may think that Ali Baba looks a little like a dog, but this honest and sincere, and his heart is full of hope. He loves to have adventures, and he'll share them with you, cause he's got a genius nature, with a pinch of mischief too. Pohiti, zamudila bova. Resnito. Kaj pa ti je, nesrečko? Nove patve potrebujem. Po hribu mi drsi. Wow, ta je pa res lepa. Seveda, se je sultanova hči. Nekega dne se bom poročil z njo. Veš, briga me, kdo je. Zelo mi je všeč. Mislim, da sem jaz tudi njej. Ali je zaljubljen? Kaj pa je to tako smešnega, Bučman? Mahnil te bom, če ne nehaš. Zaslužiti moram nekaj denarja. Kaj pa je? Potrebujete drva, gospod. Nikakor ne. Resnito. Kako je lahko tak? Ja, Vas morda zanimajo drva, gospod? krojač sem. Mene zanimajo škarje. Prodati jih boste morali kje druge, mladi mož. Vidiš, nihče noče kupiti najinih drv. Dober večer, gospodje. In tudi vam, gostilničar. Vem, da potrebujete veliko drv, da lahko kuhate za svoje goste. Ne potrebujem tvojih drv, a z veseljem bi tvojega osla predelal v klobase. Tega ne morete, stric gostilničar. Nesrečko je moj prijatelj. Kakor hočeš. Živjo, lepo je priti domov, kaj ne? Kaj si nam prinesel? Samo drva, kot običajno. Drva so zelo uporabne reči za kuhanje. Ale če imaš kaj za lonec? Kaj nimamo doma nobene hrane? Potem gremo kam drugam. Samo Boga vdova sem. Nobenega denarja ni pri hiši in nobene hrane. Če bi imeli hrano pa nič drv, bi bili na istem. V vsakem primeru rabimo denar. Tako zelo sem lačna. Kaj pa ti misliš? Ne moremo jesti drv, ale to se najde v gozdu. Prepričan sem, da se boš česa domislil. Nekje je še košček starega kruha. Lahko bi ga razdelili. To je vse, kar imamo. Razdelimo ga na poštene dele. Zamisel imam. Pojdimo ven. Torej, le obstaja upanje. Vohate. Švijo porabite in lahko si privoščite, kar hočete. Odlično, to je najboljši obrok, kar sem jih pojedel. Tako
Kaj pa počnete tukaj? Nič. Zares. Čisto nič. Vodite se, druščina. To imamo res vkusne reči. Plačati morate, pa če jeste ali ne. Ni pošteno, da zeste uživate v vonju hrane. Spoštovani gospod, če bi mi za trenutek posodili zlatnik, bi bila zelo hvaležna. Upam, da ne bo izginila z njim. Zelo ste prijazni. Kaj se pa greste zdaj? Če je nas zadovoljil von tvoje hrane, bo tebe moral žvenket denarja. Dobra misel. Ja. Ne vem, zakaj jih sploh prenašaš. Pokliči policijo in naj plačajo, in naj plačajo. To je družina mojega izgubljenega bratranca. In vedi, nikoli ne kličem policije, če si lahko sam pomagam. Nikoli ne izgubite upanja. Tako je napisal oče. Izveče, ko je bil pred 3 leti ujetnik. Nekoč se bo vrnil, potem bomo bogati in vse bo v redu. Upam, da bo ta dan hitro tu. Lahko bomo jedli, kar bomo hoteli in imeli lepe obleke. Ljubi Bog. In imeli veliko večjo hišo. Ura je 6 in sonce je spet ušlo in sije. Ušlo je in sije. Piščanci so na cesti, spravite jih stran. Da te ne bi kdo videl ali slišal. Zdaj bovaj denar moj, sled si taki smešni obliki. Tresel bom denar z vaju. Polna denarja sta. Kaj vam nisem povedal? Cekinček, v moj žep sodiš. Nehaj že. Sit sem že tega. Nabrcal te bom urit. Tako, ja. Kdaj boš že snehal misliti nase in pomislil na celo tolpo? Vzel bom njuno obleko. Kaj pa ti počneš, lepotec? Misliš, da si videti kot vojak? Videti si kot šoja. Ti bom še pokazal. Nekaj mi zvoni v glavi. Zakaj moram vedno jaz opraviti vse tvoje delo namesto drugih? Nočem biti priden delavec. To je tatinska tolpa. Ojoj, spraviva se v tot. Naj ubijem. Dolgo že nisem nikogar, malo sem zarjavel. S tem ne bomo zgubljali časa. Daj no, prosim. Ne bodi tak, bučman. Bučman si, bučman. Nismo morilci, tatovi smo. Tu je še eden. Tiho, nesrečko, kaj nočeš naprej? Takole te bom. Tako, tu smo. Sezam, odpri se. Poglej si to, zdaj ne morem verjeti. Dober trik. Spet prihajajo ven. Sezam, zapri se. Zdaj greva pa midva noter. Mora obstajati način.
Kaj prej nisi gledal? Sama od sebe se je premaknila. Poskusi kaj drugega. Prav imaš, možak je nekaj rekel. Že vem, Sezam, odpri se. Ali? Gotovo se mi sanja. Ne, res je. Poglej, skrinja, tu je zaklad. Kaj čakaš? Odpri jo. Poglej, vse to zlato in ničesar nimava, kamor bi ga spravila. Pazi, tu so kosti žrtev. Jaz tudi ne. Sezam, zapri se. Zdravo, prijazni gospodič. Vidiš, očitno se jima zdim prijazen in gospodski. Le kaj hočeta? Seveda si, gospod, z vsem tem zlatom. Prosim, da upoštevate okoliščine, v katerih sva se znašla tukaj. Napadena, na pol mrtva, brez denarja in brez obleke. Oropali so naju. Brez obleke in denarja. Grozno. Jaz, plemeniti Ali Baba, vam bom v zadovoljstvo prispeval en zlatnik, da lahko začneta znova. Kupite si obleko in še pravočasno boste nagrado. Ali Baba, res si plemenit, k nama vedno lahko prideš po pomoč, če jo boš rabil. V takem položaju obleka res pride prav. Tudi jaz bi tako rekel. Ima kdo kak komentar o temle? Kje pa to raste? Pomisli, kaj to pomeni. Lahko bomo jedli in kaj lepega oblekli. S tem bo lahko najti moža za tvojo sestro in morda rešiti mojega. Precej trdo je, meni se zdi neužitno. Jutri lahko dobim še več. Za cela 2 vrča jih je. Kje bomo pa dobili 2 prazna vrča? Dobro jutro, stric. Prišel sem te prosit za uslugo. Si se odločil, da prodaš osla, da naredim tiste klobase in jih prodam? Ne, ne gre za mojega osla. Prišel sem te prosit za uslugo. Prišel sem, ker bi si rad sposodil 2 velika vrča, da bom lahko spravil domov lešnike, ki si jih nabral v gozdu. Če se boš potaknil in jo razbil, s čim jo boš plačal? S te lešniki ne rastejo, ki ne? To so posebni lešniki. Če mi ne vrneš vrčev, mi boš dal osla? Tudi prav. Bomo videli, kaj bo nabiral. Malo lepila in nekaj se bo zalepilo na dno. Uspelo mi je. Gospod Grof, kako vam lahko pomagam? Z nekaj dobre obleke zame in za mojega sina, dobri krojač. Napadle so naju pošasti in naj oropale vsega. Ni problema, takoj vama bom vzel mero. In nekaj, da skrije tole. Prav nič vama ni treba skrbeti. Nekaj oblek imam že gotovih za armenskega kralja. Gotovo se bo našlo kaj primernega tudi za vas. Poglejmo. Ja, tu je obleka za vas, iz najboljše svile je. Ja, en zlatnik bi moral biti dovolj, da pokrije stroške. Ali, kam pa tako hitiš?
Tile nova, pridi. Povsod bi vas prepoznal, gospod grof. Vam lahko kako pomagam? Ja, lahko ukrenite kaj v zvezi s temle. Pa pomislimo, kateri inštrument bi bil najboljši. Tale bo morda malce prenežna za vas. Tale je za ravnanje kolen. Poglejmo, tale zahteva... Poglejmo, tale zahteva zelo natančno roko. Že vem, tale pa pravi, čudeže dela z buškami, samo da jo vzamem stene. Tukaj si lepotec. Da, upam, da ne bo bolelo. Vidite, da sem strokovnjak. Najlepša hvala. Samo osel sem, ne pa kamila. Tega ne zdržim več. Skoraj pri koncu sva. Vem, da je težko, a nikoli več ti ne bo treba delati. Nikar mi zdaj ne padi skupaj. Vstani. Pojdiva na pot. Prav, a nikoli ne pozabi, kakšno uslugo ti delam. Brez mene ne bi imel pol tega. Saj vem, pojdiva. Skoraj sva že prišla. Zdaj pa bom. Saj boš zmogel, pridi. Preozko je. Poskusi po strani. Živjo vsi. Težko delo je bilo. Našel sem zaklad. Tukaj je. Zdaj, ko boš imel dovolj denarja, te ne bodo imeli več za tepčka. Sej vem. Tepček sem. Sej vem. Tepček sem. Če vsi tako pravijo, bo že res. Tu sta tvoja dva vrča, stric. Povsem nepoškodovana. Hvala. Vidim, da si držal besedo, Ali. Če boš potreboval pomoč, lahko vedno prideš. Zdaj bova videla, ali so lešniki ali ne. Očitno si nekaj drži na dnu. Videti je kot nekakšen zletnik. Brez njeto, roka se mi je zataknila in ne morem njeto biti ven. Poglej, kaj si storila. Ukradi nekaj, ničesar ne vidim. Delaj se, da je to nekaj običajnega, da ne bodo zvijali v naju. Skoraj sva že tam. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako lahko pomagam? Kot vidite, se je možu zgodilo nekaj nenavadnega. Osvobodite me. Nič hudega. S temi inštrumenti bom hitro opravil. Ne bi šlo kako drugače. Vrčasta zelo dragocena. Škoda ju je razbiti. Se ne ukvarjate z alternativno medicino. Potem pa tole. Malce bolj boleče bo, a bo šlo. Kaj vaš mož pravi na to? Ne bi rad izgubil glave in jaz ne roke. Zdrobite ju. Sami ste hoteli. Zdaj pa še njega. Je že v redu, Kasin. Presenečenje imam zate. Ne greva domov. Tole z lepilom je bila odlična zamisel, kaj ne? Ja, a zato sva morala razbiti vrča. Čisto suho zlato. Zdaj pa morava od Alija izvedeti, kje je dobil ta zlatnik. Nič ne skrbi. Vem, kako bom izvedel. Mama, bogati smo. Zdaj si lahko kupimo veliko novo hišo in polno novih oblek. Njami. Bolj pomembno je, da očetu kupimo svobodo, da se bo vrnil domov in bomo spet skupaj. Najpomembnejše je, da poskrbimo, da nam nihče ne ukrade zlata. Z njim lahko storimo karkoli, zato ga raje skrimo. Strinjam se s tabo, pokazala ti bom povsem nov sistem.
Zakaj rabimo toliko vrčev? Ne recite mi, da jih bo treba spet kam nositi. Bogat sem in nikoli več mi ne bo treba delati. Ne, kar lepo bodo ostali tu. Še malce medu na vrh in imeli bomo čuvaje 24 ur na dan. Čuvaje? Boste videli. Za mano! Kako pa jih bomo spet dobili ven? Mravlje gredo noter. Povedala ti bom, ko boš spet lačen. Kdor molči, stotim odgovori. Mislim, da si bom malce odpočil. Spi kot dojenček. Raje ga ne zbudiva. Naj ga ubijem? Ura je 6, sonce je ušlo in vsi vstanite. Ura je 6, a sem dober? Kaj pa sem? Kaj se je zgodilo? Nekdo mi je ukradel obleko. Le kaj bo rekla žena? Kje pa si bil? Samo poglej se, brez obleke si ogabno. Za vse je kriv tisti zdravnik. Tako močno me je kresnil, da se ničesar ne spomnim. Amnezijo imam. Ne stoj tukaj, Pepec, delo imava. Upam, da ni prepozno, da boš sledil ali babi v gozd. Vsa sreča in pazi se razbojnikov. Mislil sem, da mi ne bo treba več delati zdaj, ko sem bogat. Ne stokaj toliko, nesrečko. Tudi če si bogat, se je treba razgibati. Morda imaš prav. Ali je odšel Kasim, takoj za njim. Za njim, za njim. Sezam, podpri se. Upam, da ne bo spet toliko kot zadnjič. Jaz ukazujem. Naj te spomnim, da bogatstvo lahko pokvari človeka. Pazi se. Za teboj. Žena ne bi nikoli verjela. Le 2 besedici in ogromna skala se odmakne. Sezam, zapri se. Tu je torej mali zaklad. Kaj pa če še jaz poskusim? Se bom... Sezam, odpri se. Zlahka je šlo. Bogatejši sem od najbogatejšega človeka na svetu. Juhu! Zanima me, kaj se še skriva tu. Kraljevska oblačila. Zdaj bom kakor sultan, menil bom ženo vsake pol leta. Tako bogat sem zvikaroti. Vse kamele in konje na svetu bom pokubil, vse bo moje.
Kaj počneš tu? Začel me je boleti zob. Zdi mi stran. Končno vam lahko postrežem za okusno hrano. Kako vam je všeč? Jemo kot kralji, ja, res čisto kot kralji. Sestrica, ne jej preveč. Če se boš preveč zredila, te nihče ne bo poročil. Če si tako bogat, ne rabiš moža. Kar jej. Če boš drobna, te bo zapustil. Kot je tebe. To pa je presenečenje. S čim ti smemo postreči, draga svakinja? Prosti, da motim. O, koliko dobrot. Očitno so slabi časi za vami. Kaj bi rada? Zjutraj je šel mož v gost nabirat drva. Pa ga še ni nazaj. Ali si ga morda kje videl? Ne, nisem. Res ne vem, kaj naj storim. Jaz mislim, da se je čisto zaslužil. Iz našega ubogega nesrečka je hotel narediti klobase. Aha. V gozdu je ponoči nevarno. Lahko, da so ga napadli roparji in divje živali ali kaj drugega. Sezam, odpri se. Kar nekaj časa bo trajalo, da odnesemo vse dragocenosti od tod. Jaz nimam nič proti, da si omisliš konja. Ja. Pridi. Viš, ne znam plavati. Pojdi, trma. Pozabi na tisti most. Premagati boš moral svoj strah. Tak strahopetec si, nesrečko. Še velikokrat bova morala priti. Ježeš, kdo je to? Takoj bova videla. O, moj stric Kasim je. Le kaj se mu je zgodilo? Kazen, ker me je hotel predelati v klobase. Hotel te je predelati, ker smo mu bili dolžni. Zdaj pa se ne boj, vse bomo poplačali. To pomeni, da če vzameva njega, ne moreva vzeti zlata. Pridi, nesrečko. Stojte! Stojte! Na pomoč! Zdivjala je, naj mi kdo pomaga! Jaz jo bom ustavil, stoj! Ustavi se, presneta žival. Zelo sem vam hvaležna. Ne poznava se še? Ali baba sem. Kaj? Sultanova hči? Njeno visočanstvo, princesa, sultanova hči. Kaj si pa danes prinesel? Dragulje? Truplo! Ni truplo, mrtev človek je. Stric Kasim je. Nekaj veliko razmišljati, odpeljati ga je treba h krojaču. Ne bo šlo. Nihče ne sme izvedeti, kje je bil. Lahko mu damo kakšno mojo obliko. Krojača moramo pripraviti, da pride sem. A tako pozno je lahko sumljivo. Jaz imam zamisel, kaj storiti. Le kdo bi lahko bil k tej pozni uri? Kaj pa bi radi skrivnostna gospa? Elegantno obleko za tujca, ki je v mestu in noče, da bi ga spoznal. Ne sme se razvedeti, kdo je.
Gotovo je zelo velik mož. Ne, ni prav velik, zato pa ima veliko denarja. Prepričana sem, da se boste tako lažje odločili. Oči vam moram zavezati. Ničesar ne vidim. Kam je pa peljete? Truplo so ukradli. Zakaj bi kdo to naredil? Presneto, le kako je lahko izginilo? Truplo ni živo, da bi lahko pobegnilo. Izginilo je presneto. Še nikoli nisem videl hodečega trupla. Res ga nisem. Kje je? Hočem vedeti, kam je izginilo. Povej mi, Tesla. Povej mi, Tesla. Morda je živ. Živ? Živ? Nisem rekel, da ga ubijte. Morda pa je bil le nezavesten. In kam naj bi nezavesten šel? Morda na pokopališče. Ranjen je, bolj verjetno je, da je šel v mesto k noremu zdravniku. Te in te tvoje neumne teorije. Zakaj raje česa ne ukriješ? Pojdi k zdravniku in preveri. Takoj pojdi tja. Izgini. Moja dva lepotca. Da upam, da ne motim. Kaj je? Na dan z besedo vstopi in povej, kaj ti je. Nekaj slab si videti. Nisem prišel zaradi zdravljenja, le na svet potrebujem. Je to kakšna šala? Jaz tukaj zdravim in izvajam operacije, ne dajem na svetu. Kaj je? Saj ni zame, veste, zdravili ste mojega prijatelja, ki je bil mrtev, zdaj pa ni več mrtev in zanima me, kaj ste storili. Če je bilo s pomočjo od zgoraj, bi rad vedel. Povejte mi, lahko tudi mene ozdravite smrti. Če si mrtev, te ni treba več zdraviti, ozdravljen si. Tu imaš nekaj za tvoje težave. Ko sem vstopil, sem bil v redu, zdaj pa me boli glava. Pomagalo ti bo, da pozabiš na svojo filozofijo. Ja, kaj ne rečem Sadamu? Vrnil se je. Povej, kaj se je zgodilo s truplom? Zlomljen vrat je imel. Kako naj človek z zlomljenim vratom pobegne? Le ena rešitev je. Vprašati moramo prijatelja Astra. On bo vedel odgovor. Kako visoko je? Res nenavadno. Blizu zvezd stanuje. Ne si me. Pojdite, fantje, gremo. Ja, vam je lahko govoriti. Obiskovalci, predstavite se. Sadam sem. Prišli smo obiskat Astra. Si slišal? Jak tovo prihaja vaša astrološka visokost. Za vsako najmanjšo težavo me motijo. Moje spoštovanje. Dobre varnostne ukrepe imate. Ki ste prav ti dan. Sem svetovno znani Sadam.
Posvetoval sem se z zvezdami in to že vem. Kaj bi radi? Vprašanje imam. Povedati nam morate, kje je truplo, ki nam je pobegnilo. In koliko vas je prišlo vprašati eno vprašanje? Vsakega od vas bo stalo zlatnik. Ni problema. Vaši so. No, na dan z njimi, dajmo. Tukaj, gospod. No, prav. To bo vredno odgovora. Druga je mrtva. Ni imela smisla hoditi k zdravniku. Prepozno je za zdravljenje. Res je mrtva. Vojač mu šiva oblika. To je vse, kar vem. Hvala lepa. Adijo. Imaš zlatnike? Mislim, da so pri vas. Okradli so naju. Zadrži jih pri vratih. Oprostite, prepozno. So že ven iz dvigala. Veš, kaj vse smo zamudili, ti Teslo? Samo besedico pa ga razparil ga bom. Ničesar nismo izvedeli. Izgubili smo čas. Samo besedico. Nič bolj nisem kriv, kot ti. Nehaj da, tokrat bom poslal tebe. Ta komara bo že kaj izvedela. Samo glava poglejte. Kako me je zdravil tisti nori zdravnik. Če je to storil zdravnik, kaj bo šele krojač s škarjami. Kakšne škarje? Da krojač je drobcen star možiček, muhe ne bi ubil. Pojdi in poizvedi, kje je. Potrebujem novo obliko. Hočem, da mi jo narediš in da se mi pa polnoma prilega. Zakaj mi torej ne bi vzel mire? Počakaj malo, saj ti jo bom. Prijatelj mi je povedal, da si naredil obleko, ne da bi videl človeka. Kako pa veš? Jo poznaš? Ne, a s tem si priznal, da je res? Nisem ga videl, a izmeril sem ga kot zdaj pri tebe. To nima smisla. Kako si to storil? Vzel sem mu miro, ko sem bil pri njem. Kje? Kje si bil pri njem? A nehaj, žgečka me. Nehaj, hočem vedeti, kje si bil, ko si ga miril. Kam si šel? Povedal mi boš, ker moram vedeti. Nikar mu ne grozi. Ti debela bočni tepec, drugače te vržem v ječo. Nikar mu ničesar ne povej, si slišal. Vrni se k svojemu šefu in mu povej, da bom zaporil tudi njega z ostalimi, ker mi je ukradel denar, ki sem ga zaslužil z nasvetom, ki sem mu ga dal. Tam je tisti Astro. Pravi, da smo ukradli denar. Se veste. Denar, ki smo ga mu dali. Kdo je ukradel denar? Hočem vedeti zdaj. Gotovo si bil ti s svojimi tesnimi prsti. Tu je. Se vam ga ne zdi škoda za starega osla? Daj mu ga, saj je njegov denar. Daj mi ga. Ne dam. No prav, še en način poznam, veliko boljši način. Tukaj je. Si mi prinesel moj denar. Vse skupaj je nesporazum. Da se ne bi več ponovilo, raje izginite od tod.
Zdaj, ko sem ti vrnil denar, pa bi me rad še prevaral? Nevzgojen si. Bi se rad šalil z mano, ti mali, ti, raje grem. Le kaj mu je? Uslugo sem mu naredil. Zdaj hočem, da mi poveš, kje je mrtvec. Taka informacija je nekaj vredna. Se vam ne zdi tako? Tu imaš nekaj, kar te bo razveselilo, starec. Nimam zob, da bi poskusil. Morda bi lahko uporabil vaše. Če to ni tisto zlato, potem ne vem, kaj je. Potem vas odpeljem k njemu. A zavezati mi morate oči, tako kot je bilo prejšnjič. Se delaš norca iz mene, ti stari obišajnik? Ste še tu? Čisto ob tebi sem. Zdelo se mi je, da slišim topotanje tam zadaj. Tiho. Kako zanimivo. Če bi bil mlajši, bi mi zaigralo srce. Kako divje so danes mladenke. Tole mi ni všeč. Hočem videti, kaj počneta sultanova kamela. Prometna nesreča je bila. Kamila se je zaletela v naju in podrla prijatelja. Čudna zgodba. Bolj se mi zdi, da sta jo hotela ukrasti. Gospod, ta možiček me je peljal nekam, kamor hočem priti. Ničesar nisva hotela ukrasti. Nama ne verjamete, stotnik? Veste, nikoli ne lažem. Oba bom dal zapreti. Ponoči sem ujel ta dva ptička, vaše veličanstvo. Hotela sta ukrasti vašo kamelo. Starec je imel zavezane oči in vodil je tega drugega. Zelo sumljivo obnašanje. To vam lahko pojasnim. Prepričan sem, da bo zgodba potešila vašo radovednost. Slepec vodi videčega. To res potrebuje razlago. Odkar naju je povozila kamela, se ničesar ne spomnim. Čisto brez spomina sem. Povozila je moja kamila, potem sem najbolj kriv. Poslal jo bom k zdravniku. Vsi stroški so plačani, moja kamila so zavarovana. Videl sem že, kako zdravi in sultan nama je zdaj plačal dvojno. Pa poglejmo, kaj vama je. Morda imate kakšne tablete? Ne. Ali pa obkladke? Ne. Že vem. Enega od teh bo treba uporabiti. Meni ni iz tega ne gre. Si v redu? Prej je bilo bolje. Veš kaj? Naredila bova povsem enako nocoj. Peljal me boš tja, kjer si oblekel tisto truplo. Tako dober človek je bil možiček. Ko bi te le lahko slišal krsti. Tako prijazno. Da
stari pokvarjenec. Hotel me je predelati v klobase. To je pa res prijaznost. Pogledni sprevod, Etopija je dobila dama. Gotovo je žalujoča vdova. Zanima me, ali je oblika nova. Vaš sluga sem, vse da zadovoljim svoje stranke. Možev sorodnik je umrl in nam zapustil nekaj denarja. Ni bil preveč radodaren ti smešni možic. Kako pa je umrl? Povsem običajno, kap ga je zadela. Prišla sem, da se šijete obleko zame in mojo hčerko. Tu je zlatnik, ostalo dobite, ko bo gotovo. Če bom zadovoljna, seveda. Za zlatnik predplačila se je vredno potruditi. Vem, odkot prihaja ta zlatnik. To našemu šefu Sadamu bi morali povedati za pogreb, ki smo ga videli. Pogrebnik pravi, da je bil edini v več kot mesecu dni. Spoštovani Sadam, nekaj vam moram povedati. Danes so nekoga pokopali. Kakšno mehko in čudovito blago bi mi ga kupili, da si dam narediti srajco. Kaj se pa spakuješ, ti tepac? Dajte no, tako mehko je. Ti bom že pokazal, kaj je mehko. Blago mi je tako stopilo v glavo, da se mi kar vrti. Tudi Ali je bil na pogrebu. Mislim, da bi mu bilo treba odrezati njegovo neumno glavo. Ja, mislim, da ima Ali Baba pri vsem tem nekaj zraven. Mi poveste, kdo sploh je ta Ali Baba? Jaz ga poznam. Če dovolite, ga grem takoj ubit. Ja, sin plemiča, ki so ga predali v šurenstvo v Španiji. Tega fanta poznam, le drva nabira v pogozdu. Včasih sem hodil na obisk, zdaj pa so reveži. Stavim, da je on našel truplo v jami in ga ukradel. To je neumno. Zakaj bi ukradel truplo zlata, pa ne? Ja, nisi upal? Kaj se vam torej plete po bučah? Odgovor hočem. Tja, po mojem bi moral na truplo kar pozabiti in poskusiti najti zlato. Juhu! Zmešalo se mu je. Vedno sem si želel bazen zlata in zaplavati v njem. Zdaj lahko razmišljamo po roki. Ja, s tisto princeso. Vem, a zdaj, ko sem bogat, bo morda pristala. Poglejmo, kaj je tu. To je perzijska zvezda. Največji safir na svetu. Gotovo jo bo zelo razveselil. Gotovo ti bo sultan dal njeno roko, če mu ga podariš. Upam, da res. Pridi nesrečko. Hej, kje pa si? Si že šel? Sezam, zapri se. Zdaj jo bom zabil. In nihče več ne bo mogel noter razen naju. Res je. Zdaj bo na varnem. Tako kot kamen. Se ne da malo hitreje, počasne?
presneta skala. Rekel sem, Sezam, odpri se. Da neumni kamen me tako jezi. Ide, Beluh, poskusi, močnejši glas imaš. Sezam, odpri se. Zdaj se te bom sam lotil. Ne gre, nekaj bo narobe. Zakaj se je ne bi lotili s tvojo osladnostjo? Kaj pa lahko izgubim? Sezam, odpri se. Tudi to ne deluje. Spet bomo morali k tistemu astrologu po nasvet. Morali živeti čisto na nebu. Nismo! Vem, da si notri! Odpri! Pokaži se, kdo si. Ne prepoznaš mojega glasu, a? V redu, vstopite. Težaško delo. Očitno so se od zadnjič zredili. Če bi ostal spodaj, se mi ne bi tako vrtelo. No, zdaj si gor. Ali pa tudi ne. Dvigni, nerodno bi bilo. Astro! Še eno vprašanje imamo. Poslušaj, prepričan hočem biti, da imam denar in brez igric. Je to jasno, gospod Sadam? Ja, seveda jih ne bo. Upam, da res. Sezite v žepe in denar na plano. Moji žepi so prazni. Moji tudi. Moj mi pravi, da nimam ničesar, torej mi nihče nič ne more ukrasti. Stalo vas bo 50 skudov. Nismo zbrali dovolj. Obrni ga in stresi. Ne. Dovolj, nehaj. Ja, saj sem vedel, da ste bogati. Kako lepo. Nimamo dovolj s seboj, a lahko še kaj prinesemo. A ne bom prinesel, dokler mi ne poveste, zakaj me skala ne uboga več, čeprav izrečem čarobne besede. Ja, očitno vam ta trenutek zvezde niso najbolj naklonjene. Zdaj pa denar na plan in izginite. Zakaj bi plačal odgovor, ki ni odgovor? Kaj? Kaj? In nič pa pusta. Modrost je draga. No, saj 2-krat več, kot si plačal do zdaj. Vrni se k svoji skali in ji ukaži, naj te uboga. Astro je govoril. Gremo! Za vse je kriv Astro, ki je rekel, da zvezde niso dobre. Ja, navaden šlapar je. Prepričati bi se morali. To ni v redu. Napasti moramo kakšno vas ali osamljenega popotnika in ga oropati. Nekdo prihaja! Skrijte se in pripravite za napad! Ja, služabnik grofa tudi je. Nikoli nima denarja. Jaz ga bom.
Nekaj že mora imeti. Dobro ga pa išči. Kam pa kam, kar takole. To ne gre tako zlahka. Prišla sva prvi sultana, spoštovani gospod, ta mladenič Ali Baba je sin Kalim Babe in tukaj je zlatnik, da naju boste lažje spustili v palačo. Spoštovani mladenič, cel zlatnik. Zdaj vidim, da ste gotovo res plemenitega stanu. Kar naprej. Vaš udani sluga Ali Baba vas pozdravlja, veličastni sultan. Kdo pa je ta mladi mož? Ali Baba je sin plemenitega Kalim Babe. Kalim Baba, ime mi je nekam znano, zdaj se spomnim. Ujet je bil in zadnje čase ne plačuje davkov. Veličastni vladar, jaz Ali Baba sem vam prinesel darilo. Morda boste prepoznali Perzijsko zvezdo. Vidite, kako se blešči. Najpopolnejši safir na svetu je. Gotovo bi kaj v zameno. Seveda. Roko vaše hčerke Alije. In ne le roke, rad bi se poročil z njo. Juhu, vsa sem tvoja. Hej, počakaj malo. Poznaš tega mladeniča? Ali ga poznam? Ljubim ga. In jaz ljubim njo. Preden nadaljujemo, ljubi možek, bi rada videla, ali je res vreden najine hčerke. Ima, kot temu rečemo, stalne dohodke. Nočem, da jih hči potem razočaram. Saj veš, kako zaletava je. Vsekakor je videti čeden mladenič. Perzijska zvezda pa je še lepša. Ne vidim razloga, da bi ti nasprotoval, ali dajem ti svoj pristanek. Juhu, to je čudovito, hvala. Poroka je treba najaviti. Kdaj pa bo? Odločiti se moramo. Prav veselim se že svadbe. Prav res me zanima, kje ste se spoznala in zaljubila. Vašo pomoč potrebujem. Zdaj imamo dovolj denarja, da odkupimo očeta. Potrebujemo pa sorodnika, da bo šel v Evropo in ga prepeljal. Pomembno je, da gre nekdo, ki ga pozna. Jaz bi šel lahko, kaj ne? Ti boš imel veliko dela s poroko in svojo lepo mlado nevestico. Dalo bi se organizirati odpravo, a potreben je denar. Življenje v Španiji je drago in tudi marajo nas ne prav preveč tam. Potrebujem nekoga, ki bi nas priporočil. Le eden obstaja. To bo gotovo grof tudi, kaj misliš? O, poznam ga, moj prijatelj je. Potem pa k njemu in na pot. Ja, dejstvo je, da mi čelada ne sedi več lepo na glavi, vse odkar mi je na vrhu zraslo to jajce. In ni lepo, da me moji možje vidijo brez čelade. Brez skrbi, grof tudi. Pravkar sem dobil nov komplet iz Amerike in takoj ga bom preizkusil. Jo, upam, da je drugačen od teh, ki jih imate. Morda bi bilo bolje, da bi prilagodili čelado, da bi lepo sedla. Dajte, no, menda vas ni strah, kaj ne? Težko bi rekel, da so vaši poskusi uspešni. Poglejmo, kako se prilega zdaj. Lahko poskusimo še enkrat, a? Do, takole bo kar v redu. To, če to ni moj mali prijatelj Ali Baba. Gospod, priporočilo za španskega kralja potrebujem, da bi lahko rešil očeta in plačal odkupnino zanj. Gotovo se lahko zanesemo na vas. Ne nazadnje ste španski graf? Tjo, radi bi, da se podpišem na ta papir.
Upam, da ne pričakujete še odkupnine. Seveda ne. Moje finančno stanje tega ne bi preneslo. Ne, le vaš podpis na priporočilno pismo, da ne bo nesporazumov. V tem primeru vam dam svoj pečat. Vedno ga uporabljam in zelo znanje. Kot prstni odtis. Vsak človek na svetu ima drugačen ugriz. Nihče drug nima enakega, popoln podpis je. Zelo lepo, da ste vse skupaj pripravili. Upam, da gostje ne bodo zamujali. Vsak trenutek bodo tu. Že slišim glasbo. Upam, da bo oče kmalu doma. Tako bo vesel, ko bo videl vse to. Res me zanima, kaj hranijo v teh vrčih. Po nas ne bi moralo biti na svojega brata, res se je zelo izkazal. Joj, nekakšen mrčic je tu notri, samo poglejte mojo ubogo roko, joj. Si zmešan? Vsa soseska te bo slišala. Preveril sem vrče in opikan sem. Zdaj grem jaz in poskrbel bom, da dobimo naš zaklad. Karkoli je že tam, mene ne bo preživelo. Verjetno nazaj. Precej nenavaden sprevod. Eleganten. Kaže, da bomo imeli lepo zabavo. Upam, da bo kaj ostalo. Kaj pa naj zdaj ob vsej tej zmedi? Vem, kako priti noter in ne zbujati pozornosti. No, pa poglejmo, kako bo delovala tvoja visokoletelča zamisel. Spravi se noter! Zataknil sem se. Potrudi se, saj ni težko. Kap pa kap. Pripeljal sem pijačo na zabavo. Je morda kdo skledil kuskusa? Gotovo je kje kdo, ki bi rad kuskus. Odličen je. Si videl, kakšni nobel gostje so na zabavi? Stavim, da sem vsaj tako eleganten. Utihni že enkrat ali pa ti prerežem vrat. Kakšna prijetna zaročna zabava. Poglej tega ljubkega oslička. Še pri jedi nimam miru. Ljubim te, Ali. Jaz pa tebe. Ljubezen poganja svet. Kaj ni lepo, da bom zdaj v sorodu s samim sultanom? Mislim, da je ostalo še veliko vina v vrčih v kleti. Slišati so še kar polni. Lepo, skoraj polni so še. Pa po krave grem. Poslala ji bom v Evropo,
in nekaj zaslužila. Sinko, saj veš, kaj moraš storiti. Ja, v Evropo moram, kaj ne? V Evropo moraš zato, da boš nazaj pripeljal očeta. V dobrih rokah bom, kot tudi vaši lepi vrči, brez skrbi. Pogrešali te bomo. Mirna plavba bo. Rekel je, da bo plovba mirna. Meni se že ne zdi. Drži se, upam, da bomo kmalu spet videli očeta. Ja, ko pridem nazaj, bom res slaven. A ti, jo? Nove postelovčine me čakajo. Se vidimo. Aj. Misliš, da bo sploh prišel tja? Upam, da bo res. Živjo! Nasvidenje. Nasvidenje. Všeč mi je. Pripravil sem vam čudovito presenečenje. Boš poskusila? Komaj čakam. Preprosto je. Le čarobne besede, ki sem ti jih povedal, izreci. Poskusila bom. Sezam, odpri se. Ni videti posebej učinkovita. Ne še jaz. Sezam, odpri se. Nič kaj posebnega se ne dogaja. Le skala se malo trese. Kot bi bila jezna. Ne deluje. Zato, ker je dekle. To bo. Ne govori neumnosti. Gotovo je osebno. Ja, nikogar drugega ne sme biti ob tebi. Morda pa res. Poskusiti bom moral čisto sam. Vi pojdite. Kar poskusi, gremo dekleti. Ti pa ukreni kaj. Nikar me ne razočaraj. Tako sem se veselila. Le v čem je skrivnost? Poskusil bom še od strani. Kaj je, Ali? Da, že vem. Zagozdil sem jo. Si se le spomnil? Ja, takole in takole. In še tukaj. Zdaj se bo pa dalo odpreti. Pojdi poklicat dekleta. Ženske imajo rade presenečenja, a ne znajo obdržati skrivnosti. Sezam, odpri se. Za to skrivnost bova vedela le midva. Nesla domov? Zamisel imam. Vsakemu bova dala nekaj. Poglej, v grlici. Hej, ti! Ja, zdaj sem pa kronan osel.